Živ in pa lepo pozdravljeni v čista nov vlog in danes je tale vlog za vse Porsche fane, zato ker jaz se zdaj lih kar pelem do mojega prijatelja Martina in dobiva se v bistvu v njihovi fabriki ali firmi ali kako bi rekel, in oni izdelujejo take karbonske performance aftermarket dele za Porsche. Pa to niso zdaj neki taki ducktaili, pa samo vizualni neki dodatki, ki nalimaš na avto, ampak to so dejansko proper performance izdelki, tako kot je intake, tako kot so aerodiski pa tako naprej. Jaz se na to ne spoznam toliko, evo, klele mi piše na Mapsih, da sem minutko stran, tako da se vidimo pri Martinu v Gold Leaf fabriki, pa nam bo on malo več od tega povedal. Jaz sem zdaj najdu Martina, pa njegovega Porsche, zdaj gremo pa kar noter v fabriko pogledati, kako v bistvu ta proizvodna oziroma kaj oni sploh delajo. Pa bom jaz šel kar lepo za Martinom, dal sem mu že majk gor, no, pa nas Martin popel noter. V naš gasilski dom. To je bil prej gasilski dom, ja. Ja. To bomo mogel dati en poloverček, a veš, od Gold Leafa gor. Ali pa Porsche polover, ne? Ja. Glede na to, da mu je Porsche ime, ne? A res? Ja. Kva? Porsche. Pride. Ja, pride. To je naša delavnica. Tukaj je tako zvani čisti del, tukaj se polaga karbon, potem imamo od zgori pisarno, spodaj imamo umazan del. Pa to pomeni? Prav brušenje, obrezovanje karbonskih kosov. Potem imamo pa še svojo lokiranco in pa v bistvu en prostor, kjer imamo rezalnik pa 3D printer. Posta pa Martin pa David prinesla še par izdelkov, ki so trenutno tlele na zalogi, tako da boste malo videli, o čem sploh govorimo. Povej mi, kaj je to? Zgleda kaj ena hobotnica za avto. Je v bistvu. To je zračni kolektor za vse 6-cilindrske Caymane, 718 in 981 serija. Glavni atribut tega produkta je zvok. Poudari indukcijski zvok, ki ga vsak motor itak proizvaja, ampak ga ponavadi ne slišimo, zato ker je motor od spredi. Vse bolj zaprta, ne ponavadi. V bistvu, kad daš to na avto, je to closest thing do dirkalca za na cesto, pač kar se zvoka tiče. To boste tudi pol slišali, definitivno je. Ne vem, če se da še bolj to v avto spraviti, kakor s tem. Mislim, da lahko človek tak zvok doživi v avtu, kakor s takim sistemom. Tukaj je verjetno ta sreča, da je pač Cayman ima motor na sreta, ne? Tako. V bistvu takoj za voznikom, tudi pač intake gre v bistvu mimo tvoje glave mema, ne? Tako, in tudi večina avto, ki ima sredinski motor, imajo v bistvu steklo, takoj za zadnje pozicije, ki ločuje motorni prostor od prostora kabine. Tle je pa motorni prostor od kabine ločen z heat shieldom, ki je v bistvu vodoravno postavljen, in ta zgornji del prostora je še vedno kabina. Je čisto odprt, ja. Ta zgornji prostor pa mi vgrajujemo naš zračni kolektor. Super, ja. To je pa v bistvu cel kit, ki ga dobiš, ki ti naročiš Gold Leaf sistema, ne? Zdaj meni ni nič jasen, kaj kle, pa mi vidva povejta, kaj je sploh kakšen kos. Tukaj Martin rekel, se pravi, tukaj gre za Airbox. Kaj Airbox dela? Airbox pelje zrak iz atmosfere do motorja preko filternih vložkov. Ko si to dobro povedal, kada bili na faksu. Se pravi, zrak se zajema skozi te stranske odprtine, ki zamenjajo okna. In potem v bistvu iz notranje strani skozi kabinski prostor prek teh šnorklov zrak usmerimo znotraj v Airbox. In Airbox, zdaj Martin, če boš tudi odzignil tole, se pravi, zračna pot gre potem takole noter in skozi filterne vložke, skozi te odprtine preko trobent v motorni prostor. Tukaj bi rekel, saj sam zrak potuje, zdaj kje je pol catch zvoka. Če se predstavljamo, mi imamo tukaj spodaj imamo motor, ki v bistvu je ena velika zračna pumpa.
On face sesa zrak noter. Ampak zrak sesa z neko frekvenco. Tako, ker se hitro vrti, tako, ker se hitro odpirajo ventili, tako neko frekvenco generira. Ne? In zdaj, če ti uspeš skanalizirati ta zrak, te tlačne sunke v pravo smer, lahko dosežeš to, da te ohišje celega filtra deluje kot nek zvočnik, kot neka membrana. Ne? Zdaj, če si predstavljamo, ne, te trobentice pridejo tako obrnjene in pokrov pride preko vsega, ne? In so trobente usmerjene praktično direktno v te dva prostora. In kar mi dosežemo tukaj je to, če te tako obrneš, da cela ta fleha v bistvu zaresonira. In to je tisto, kar dela zvok. Okay. Ni samo to, da te šiba veter min glave, pa da je burja noter. Ne. Pač ti probaš... Dejansko tudi dizajn airboxa ustvar zvoka, ne? Ni samo pač to, da imaš ti odprt zajem zraka pri glavi, ne? Tako je, ja. V bistvu sama oblika in tudi sama togost, zasnova, se pravi, koliko je ta material tukaj tog, vpliva na barvo zvoka, ki ga ti ustvarjaš. David, daj mi povej, ti verjetno malo več ta karbon polagaš pa to, kako zadaneš, da je tako lepo, prav tlele s telefona direkt posnel, ampak ta šiv, ki gre tako lepo po sredin, a je to težko zadeti? Rekel, ne toliko težko, je pa predvsem moraš biti zelo natančen, zelo pedanten. Zdaj, pri razrezu, se pravi, same tkanine oziroma pri prega v našem primeru, moraš biti zelo pedanten za to, da ti dobiš res točno po neki tej liniji, da se ti nobena nitka ne prekriva in potem, ko polagaš, moraš biti zelo pedanten, da v bistvu jih položiš takole, se pravi back to back, da jih niti ne zares prekrivaš niti, ker drugače ti že pozna majhna tista špranica. Tako da, ta del je v bistvu en bolj kompliciranih delov za položiti, čeprav je v bistvu sama oblika v primerjavi s spodnjim koncem, ki je bistveno bolj zavit, mnogo bolj odprta, ampak ta del si moraš pa vzeti čas. Jaz mislim, da tako folk se ne zaveda, koliko je treba prišetati ta šiv, zato ker pač najlažje verjetno položiti ali pa še celo poštrihati. Lih to sem hotel reči, to v bistvu, kar je kompleksno, poleg šiva je tudi to, da potem mečaš sosednje produkte, se pravi, da tale usmeritev karbona se nadaljuje na vseh naslednjih produktih in da to pač paše skupaj. To, in potem še tule naprej. Se pravi, tukaj gre v bistvu tako lepo linija, mislim, vse gre pod istim kotom, tako lepo, noro. Tok ne vidi, to, ker je stranka hotela, da se tale del pobarvava mat črno, ker hoče še bolj OM plus izgled. Airbox, kakor nekateri od vas veste, v GT4 RS ga je naredil Porsche sam. Naša ideja je pa bila v bistvu, da se ta indukcijski zvok pripelje tudi v druge še vse ostale Caymane. Pač nižje platforme. Pa še, kar je bilo RS, 4 RS je avto, kateri je pač zelo omejen, ni to dosegljiv, predvsem pa je lahko ga dobiš samo s PDK menjalnikom. Sam res, Motor pa, kad veš, da kad prešaltaš, naredi en tak fine sound, kad ti obrati padajo, pa kad sklopka pride, pa naredi in pač tega na PDK-ju nimaš. Tukaj imaš in ti da neko novo dimenzijo avta, experienca, ki ga imaš v vožnji in je to nekaj, kar v bistvu zelo spremeni karakter avto. A bi rekel, da če ima človek samo en nedeljski avto, da je Cayman the one? Jaz mislim, da ja. Zelo blizu, definitivno je zelo blizu. Jaz tudi mislim, da je to, ker... Sploh, če je še malo narejen, da ima malo več moči, da ima zvok. Pa tudi se mi zdi dimenzijsko je... Mogoče danes se ne zavedamo toliko, ker so vsi avti ful veliki, ampak včasih tudi te M3 pa to je bil majhen avto, Vsi avti so bili manjši. Cayman je še zmer majhen, ročen je, na sred imaš motor, pač tako, kjer recept stari. Res hodo. Mogoče tle zgleda kakor en kupenih kosov, ampak en kupenih kosov potegne za sabo tudi en kupenih ur. Gre enih 150 ur za izdelavo tega, se pravi, če si predstavljaš, to je enomesečni delovnik za
eno 8-urno službo, ne? Zato, da je pač to narediš. Ne? Zdaj, ja, hands ne more biti poceni, ne? Ne, absolutno da ne, jaz se čist strinjam s tem, pa čistko, no se jaz približen vem, ampak tako, da bojo tudi, bom rekel, folk, ki to gleda, vedeli, pa si predstavljali, kva pomeni recimo zdaj en tak sistem cenovno, od kje do kje, kakšne so opcije, verjetno tudi nekaj se da customizati, pa tako, ne, kje se začnejo cene. Se pravi, cel sestav je narejen iz 14 karbonskih kosov, ki se potem 14? Tako. Wow, okay. Nekateri se potem lepijo skupaj, nekateri se v bistvu povezujejo z klemami v glavnem. Cel sestav se potem sestavi, hkrati vključuje to še dosti perifernih kosov, kot recimo tepih, ki pride okoli airboxa, pena za tepih, razni pokrovi obstoječih odprtin, kjer so prej bili v bistvu filtri, oziroma ohišja filtrov. Vse v paketu pol, ali? Čisto vse je v paketu, cel komplet je plug and play, je kompletno reverzibilen, se pravi, če se stranka odloči ga odstraniti, ga lahko odstrani, lahko avto spravi v originalno stanje. To je tudi nek podatek, ja. Tako, to pomeni, da nobenih strukturnih kosov ni potrebno rezati. Ja, nič ne posegaš v avto, v bistvu, tako, mislim, je reverzibilno, tako, kot si rekel, to je ful dobro. Kar se tiče vgradnje, proces vgradnje traja tam okrog 6 ur. Ta stranka je specifična in je hotela imeti določene stvari narejene čist custom. Se pravi, kar se tiče matte finisha oziroma satin finisha, to nudimo klasično v ponudbi. Ta stranka je želela potem tele dele zgornjega pokrova v matte črni in pa, se pravi, to so skupi oziroma usmerjevalniki zraka na zunanji strani avta. To površino je želela v Agate Grey Metallic, isto v satin laku. Vse ostalo pa pač v mat karbonu. Druge opcije so še, se pravi, gloss karbon. To bomo potem videli na primeru aerodiska. In pa dve ostali opciji, ki sta v bistvu tinted clear, kjer se v lak vključi malo tinte. Tako. To je v bistvu kot Pagani pol. Tako, se pravi, cel karbon spodaj je še vedno črn, ampak izgled dobi, kakor da potegne pol, ne vem, če je rjava tinta malo na rjavkasto, tako je. Ta zadnja varianta je pa PTS, to smo v bistvu prevzeli od Porschea, to je Paint to Sample, kjer si stranka lahko odloči, da je čisto pobarvan, recimo. Tako, se pravi, imaš matte finish, gloss finish, pobarvan finish, tinted carbon, pa še, dobro, klej ta res dober primer, koliko dejansko gre lahko delač tak customization, ker pač stranka hotela to mat črno, to bom rekel mat karbon, te mat sive barve zaključke. Ja, potem se pa igramo še z nalepkami, se pravi, da je tukaj klasično, kakor je na originalnih Porschejih, dezignacija modela, ali pa kakšen custom tekst. Igrali smo se tudi z določenimi pinstripi v različnih barvah. Sky is the limit, v bistvu, ja. Cenovno, kar se tiče, je pa, kakor je že David povedal, zaradi tega, ker je pač toliko zahteven produkt in toliko časa vzame, enostavno cenega ne moramo marketirati. Osnovna varianta je 9820 evrov. A to so z davkom cene? To so brez davka, zato ker je večinoma prodajamo v tujino, tega se lahko pol malo dotaknemo. Ja, saj bomo, ja. Potem imamo gloss carbon, ki je malo čez 10.000 evrov, in potem naslednje opcije se razlikuje v cirka 500 evrov. Okay. A obstaja sploh še kaj podobnega na trgu, da bi, bom rekel, take magnitude intake človek, ali pa sploh še kdo to dela? Nobena, ne? Se pravi, nekaj konkurence je, ampak ne direktne. Se pravi, mi smo edini, ki proizvajamo airbox v tej obliki, se pravi OM+. Hoteli smo se približati čim bolj izgledu produkta, ki bi ga, recimo, Porsche ugradil, se pravi, da izgleda tako, kot da bi tam mogel biti že od štarta. Tako je, to je ful hudo. Kam pa ste že vse poslali te intake, ker se mi zdi tako,
Ok, jaz vas poznam že od štarta, ampak tako se mi zdi, da se ljudje nas zavedajo, majhna firma v Sloveniji, pa kam to po svetu vse pol gre, ne? Ljudje, ki imajo ta avto, so po celem svetu. Zdaj, če si entuzijast Caymanov, potem dosti hitro prideš na idejo, da bi ti kaj tazga imel. Ja. In iz tega naslova v bistvu smo dobili povpraševanja oziroma naročila iz vsega sveta. Kar se tiče pa trgov, ki so bolj močni, je to Amerika, Anglija, tudi nekatere evropske države, recimo Španija, Češka. Nekaj smo jih pa dejansko postavili tudi v Azijo, v Južno Korejo. Južna Koreja, Tajska. Ja, ne Tajska. Pulko, da se mi zdi, da tudi tam, sploh Azija pa Amerika, da so oni tako ful bolj dovzetni za ta aftermarket programa, ne? Ker se mi zdi, da Evropejci smo kar zadržani do tega. Je pa res, da nas tudi oni TUV-jevci pa te homologacije predvsej bolj bremzajo, kakor tam verjeten. En razlog je to, drug razlog je pa tudi to, zdaj, če se navežem specifično na Porsche brand. Ja. V Evropi ima Porsche brand nek tak status, da vse, kar naredi Porsche, je že doterano, tako kot mora biti, Okay. in se tega ne spreminja. Drugi trgi so pa bolj odprti za določene modifikacije, sploh Američani. In tudi tukaj v bistvu vidimo razlog, zakaj je. No, pa se je nič hudega, Amerika je tako elektrika, ne? A pogledamo še unle salad shooter. Lahko. Drugač gor imamo dejansko en krožnik, ki je bil plan s komatarjem. Komatar. Dejansko smo naredili krožnik zaprt, tako da dejansko lahko pašto iz tega. Kaj je bila fora krožnika, da lahko komatar še povedal več? Meni je to toliko lep izdelek, jaz bi to na steni imel doma stajali. Čist si. Lahko dobiš kakšnega zafušanega. Jop, prosim, za omenke stari. Ja. Tako je. Stari, koliko je to lepo. Kaj pa je fora tega izdelka, mogoče kakšni ljudje ne vejo čist točen, zdaj kva ta pokrovka naredi, ne? Pa kam to sploh zmontiraš? To v bistvu so aerodiski, ne. Mnogokrat zmotno jih ljudje smatra, da se to daje na feltne, na kolesa, zato da hladi bremze. Ni res. Okay. Se pravi, poanta aerodiskov je, da ti pokriješ feltno, tako kot v bistvu z radkapo. S tem preprečiš zraku, ki teče ob avtu, da bi se zapletel v šprikle, se pravi v špice od felten in s tem ustvaril turbulence in vrtince. In če ti to pokriješ, ti dosežeš lepši tok okrog avta, kar pa pri avtih, kot so Porsche, recimo GT3 ali pa GT3 RS, močno vpliva na to, kako zadnjo krilo, se pravi zadnji wing deluje. Ne? Se pravi, če imaš ti lepši, bolj clean zrak, ki pade na zadnji wing, bo wing bolj efektivno delo. Lepšo obteži, ne? Ne, v bistvu ima večjo učinkovitost. Ne? Se pravi, ti z wingom dosežeš večji downforce pri istem attack anglu. Ne? Se pravi, zdaj še en tak izraz, ampak pri wingu želiš, da dela čim večji downforce z čim manjšim zračnim oporom. In zdaj, če ti imaš lepši zrak, lepši pride gor, ta wing bolj učinkovito dela. Čist next level. V bistvu ta sprednja površina v bistvu je taka dela efekt v bistvu. Tako je. Ker se mi zdi, da včasih, ko so imeli pa rejli, ki so imeli pa une rebrca not, to so pa turbofensi. To so pa turbofeni. Ti se pa v bistvu drug izraz, gre pa za turbofen, tam pa dejansko deluje. Se pravi, tiste rebrca pa delujejo to, da je v bistvu tako pri centrifugi v pralnem stroju, ker ti zavrtiš nekaj z veliko hitrostjo, hoče ti zrak ven vršt. In pa dejansko ustvari nek tok iz sredine kolesa mimo bremz in potem vrže ti zrak topo ven. On v bistvu ekstrakta vroč zrak, ne da hladen ga noter puša. Tako. Jaz sem pa zmer mislil, da on tak vrtinc naredi, a veš pa noter pol zrak porine. On ga dejansko vam vleče. Ja. Da rečemo bolj simpel, se pravi sprednja kolesa turbofensi, zato ker so večje bremze, večje obremenjene bremze, več temperature, potrebuješ ekstrakcijo zraka. Aerodiski zadnje feltne, zato da v bistvu zlepšaš tok okrog avta. A sta to edine dva produkta, ki jih imate trenutno v ponudbi? Ne, čakaj, grem iskat. To lahko tudi pokažemo, to boš dobil, ker si bil toliko prijazen, da si vlog posnel, tako da povej, kakšne barve hočeš imeti leder.
kaj hočeš, da piše, pa ti bomo naredili. Bom dal za Shelby. Dej. To je bil bolj neke sorte tak malo marketinški stint, ampak po drugi strani pokrivamo zelo podobno klientelo, zelo podobno ciljno skupino in se mi zdi, da je to kar zelo pomembno, da se te stvari tako malo prepletajo. Ful lep detajl, ja. No vem, naročiš tak sistem, pa imaš tudi kakšen PTS opcijo, pa imaš pol še kaj tazga za zraven. Se mi zdi, da to klientela taka ful cena, ne. Tom pa kar snemal, pa mi boš odprl tlele, ker se po moje zune kamere ne vidi to. Ful je lepa škatla, všeč mi je, ker je res zlato, ki se sveti. Ok, nimam pojma, kaj je to. To so pa camber bloki za GT3 RS. Se pravi, to so zdaj izdelki 1, 2, 3, 4, ki jih lahko trenutno se pa vas skupa, ne? Kako pa se vidite v prihodnosti? Vem, da neki plani so, če še ne smete o tem govoriti, ni treba. Za naslednje let imamo v planu en večji projekt, o katerem še ne bi govorili. Ok, bomo še enkrat prišli pol nazaj. Tako. Imamo pa tudi še par manjših projektov, ki jih pa, ki imajo tudi pač krajšo ročnost, bo pač prej prišle na trg oziroma v naš pač prodajen portfolio. A vi pol v bistvu tukaj ciljate samo na Porsche znamko ali imate željo tudi na kakšne druge znamke? Kratkoročno Porsche, ker nam je Porsche blizu, avto poznamo. Poznamo tudi dosti ljudi, ki jih imajo, ki nam lahko pač povejo, kaj želijo oziroma kaj trg zahteva. S tem večjim projektom, ki ga imamo v planu, bi se pa radi dotaknili tudi kakšnih drugih brandov, ki so višjega cenovnega ranga. Kaj ta zdaj že delate? Prvi prototipen Airbox je bil narejen Kakšno leto nazaj? Ne. Januarja, februarja 2024. Zdaj pa zdaj lepo poslavljali počas. Ja, v bistvu sploh nismo pogruntali. Kakšen let nazaj je bil prvi prototip? Pred 2 naročili sta bila preden je bil prototip sploh narejen. Tako smo potem malo lovili svoj rep, da smo ujeli trg. Kar se tiče Airboxov, nekako konstantno prihaja naročila. Ful je lepo videti, da tako praktično res mlada firma v enem letu, a ne? Vem, da ste jih že kar nekaj naredili pa poslali po celemu svetu, pač res je to lepo videti, pa se mi zdi, da veliko Slovencev ne ve, da take stvari pri nas obstajajo. Produkti takega kova, ki grejo po celemu svetu. Jaz mislim, da zdaj najbolj, da še pogledamo, kako ta zadeva na avtu izgleda, pa predvsem, ko se sliši. Ker to seže v dušo, sam še kartico naslonaš, pa pač kupaš. To je nekaj, kar se mi ful trudno, pač kako to stvar nekomu, ki je na drugi strani sveta. Ki ne more v živo izkusiti. Ta experience. Zato je to posnetko in vsega tega, ki jih delamo. Plus to, da na posnetku zelo težko zajameš celo izkušnjo, ki imaš na real life. Imeli smo tudi stranke, ki so predlagali, da bi se pripeljali do sem, oziroma prišli sem za Jono v Slovenijo, da bi to slišali v živo. Zdaj pa poglejmo še, kako izgleda to dejansko na avtu. Ful je dober, ker imamo dejansko avto tudi za videti. Ja. K sreči dan suhoja. Ja, sam je pa brez. Vidimo zdaj še Gold Leaf v akciji, evo, klele noter, gre v bistvu zrak, tle je bila prej šipa, zdaj pa takole pa zgleda v zadnji, meni je to res lepo. Kakor smo rekli, ta je prototip, ne? Je potem še malo. Dobar, to verjetno ti detajle vidiš. Ampak ja, a tega sta mislila zamenjati, če kaj? Mislim, bo ta drugega dala noter pa. To je v planu. Ok. A se ti imaš še kapco pa rukavice? Dobar dan. Dobar dan. Zdaj smo pa v avtu, v zunjem mraz, ke svina. Pa še malo piha. Zdaj se gremo pa peljati, ker v bistvu je to pač poanta zdaj Gold Leafa, ne. Pač zvok
v avtu. To še povej preden greva, ker meni se zdi, da je to ta GT4 Cayman, a se reče temu Cayman? Ja, Cayman GT4. Okay. Je po mojemu mnenju da Ultimate GT4 Cayman, ker je pač valjda ročen, Club Sport paket, Gold Leaf Airbox, pa imaš pa še par predelav, ki ga naredi kar posebenega. Zmontiral sem PowerKit, Car Graphics kolektorje, Overaxle 200-celične katalizatorje in cevi in pa potem zadnji lonc je od 997 GT3 RS iz Titana. Ena dosti pomembna stvar, ta avto ima več konj. V originalu ima avto 385 konjev, zdaj pa po zadnjih podatkih iz Dynarana jih ima 458. Tako pa še to ni 15 ali pa 20 konj več, skoraj 100 konj več. Zelo dober doprinos za avto, ki je atmosferičen. Tole je suho. Tole bomo naredili, da so malo slišali. To ja. Pa prednost je to, da s tem zvokom nobenega ne motaš, zato ker je zvok v kabini. Ja, tako ful imaš več tega teatra noter, ne? Vse te analogne stvari, ki jih voznik začuti, ki vozi avto, ker danes recimo teh analognih stvari ne moreš več kupiti. Vedno manj je tega, ja. Vedno manj. A veš, analogen števc, analogna urca noter, ročen menjalnik. Pač tako noro, res, mislim, koliko smo se že na začetku pogovarjali, pač tako res je, meni se zdi to one of the greatest, no. Res zamuka, Kaj je dober, ka ga downshiftneš, kaj tako zvona znam razložiti, kar hudo je. Downshifti so hudi, ja, zaradi tega, ker se takrat loputa odpre, zato ker ima avtomatski blip, ali pa če delaš hill and tow, Ja. In takrat ima več lufta not, pa se saja in slišiš ta. Kaj je en tak blow-off sound je, Ja. Čisto hudo. Ja. Daj še enkrat. Kar prste mi not potegne. Za danes smo se podružili tlele na Gold Leaf Headquarters. Tako da, David pa Martin, hvala, ker ste me imela tlele na behind the scenes.
Hvala za furo, pa mislim, da smo se kar fajn pogovorili pa pokazali produkte. Meni se je zdelo ful zanimivo, no, tako da vi pa tudi napišite v komentarje, če bi radi še večkrat takole videli kakšen behind the scenes. Mi se pa vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!